Spoštovani gostje, spoštovani župan občine Slovenske Konjice Darko Ratajc, spoštovani zbrani. Pred nami so dnevi, ko se pri nas in drugod po svetu spominjamo umrlih. To je predvsem intimen, notranji slovesen praznik, posvečen spominu na vse, ki so tako ali drugače zaznamovali naša življenja. V počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev v Slovenskih Konjicah. Naj bo ta prireditev skromna oddružitev spominu na vse, ki jih ni več med nami. Še posebej spominu na tiste, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek. Sanje. Jutro je, ko sončni žarki skozi okno božajo mojo, tvojo kožo. Z ušesom na tvojih prsih poslušam utrip. Vsakič znova mi za trenutek sekunde obstoji srce. Če bo udarcu sledil naslednji, je to zadnji. Zdržim dih, da te ne bi prebudil. 81krat sem v minuti doživel mini infarkt, ko sem mislil, da te ni. Bil je deževen dan. Skozi zaprto okno sem štel dežne kaplje. In 2 sta padli na moje desno, bledo lice. Čakal sem, da bi v dežju slišal tvoj utrip, a ga ni. Ni te, le kaplje na oknu, na mojem obrazu in ti, še tako živ v mojih mislih, ki s kapljami z neba izgubljaš utrip. Hvala Niku Škorjancu, dijaku Gimnazije Slovenske Konjice. Slišali smo njegovo avtorsko pesem Sanje. V nadaljevanju za besedo na slovesnosti prosim Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav. Vsaka vojna je zlo. V zgodovini človeštva ni bilo trenutka, da bi vojn ne bilo. Kakorkoli so se imenovale zavojevalske, državljanske, revolucije. Vse so imeli posledice. Posledice za ljudi, za nedolžne ljudi. Kaj si ljudje v bistvu želimo? Želimo si miru, želimo skrbeti zase, za svoje potomce, želimo ustvarjati in to je to. Danes smo zbrani tukaj, da se poklonimo tistim, ki so padli v drugi svetovni vojni. Ko je bilo konec prve svetovne vojne, smo rekli nikoli več. Pa ni bilo tako. 25 let potem je bila zopet druga svetovna vojna. Zopet smo rekli nikoli več. In zopet imamo v bližini nas vojno, ki ima posledice za naše življenje. Posledice takšne, da milijone ljudi je brez doma. Ljudje trpijo in umirajo. Tako kot so umrli ti, ki so se borili v drugi svetovni vojni za našo državo. Njihova usoda je grozljiva. Bili so očetje, bili so sinovi, bili so bratje, bili so sestre. Njihova smrt je imela posledice tudi na družini. Živimo v času, ko okoli nas se marsikaj dogaja. Narod slovenski bi moral biti enoten, nažalost ni. In naloga vseh, ki imamo pri tem kako besedo, je, da ta narod, to ljudstvo poenotimo. Ker prišli bodo časi, ko bo zopet verjetno treba stopiti skupaj in to, kar imamo, tudi braniti tako ali drugače. Torej, poklon vsem tistim, ki so padli, poklon vsem tistim, ki so padli tudi v osvoboditveni vojni in poklon tudi, bom rekel, spominu
na njihova dejanja. In prav je tudi, da mladi to negujejo, da to slišijo in da to negujejo naprej. Torej, naj počivajo miru. Hvala županu Darku Ratajcu. K besedi vabim dr. Jerneja Štromarja, občinskega svetnika in svetnika, člana Zveze borcev. Spoštovani gospod župan, spoštovano vodstvo lokalne zveze borcev za vrednote NOB, dragi zbrani. Leta 1948 je velikan slovenske moderne Oton Župančič na pobudo arhitekta in partizanskega prvoborca Eda Mihevca za napis na grobnici narodnih herojev sestavil naslednji domoljubni zapis. Domovina je ena nam vsem dodeljena in eno življenje in eno smrt. Svobodi vdani, za borbo smo zbrani in kaj je življenje in kaj je smrt. Bodočnost je vera, kdo zanjo umira, se vzdigne v življenje, ko pade v smrt. Špančičeve besede so desetletja kasneje našla svoje mesto ne le na grobnici narodnih herojev, ampak tudi na spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev na območju Slovenije, ki smo ga v Ljubljani postavili pred leti. Njegove besede nas opominjajo, da tako kot se danes na tej komemoraciji v počastitev dneva spomina na mrtve spominjamo na tiste, ki jih ni več med nami, na tiste, ki so dali svoje življenje za našo domovino, da je prav, da se spomnimo tudi na njihova življenja. In zato je letos prav, da se ob tem spominu, dnevu spomina na mrtve, spomnimo na letošnjo 100. obletnico rojstva legendarnega partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha. In to čeprav, ali pa morda ravno zato, ker bivša na nedavnih volitvah poražena vlada letošnje leto ni želela razglasiti za Kajuhovo leto, kot bi se spodobilo. Lahko smo veseli, da je to včeraj za leto 2023 storila aktualna vlada. Kajuhov kultni vers iz njegove pesmi Materi padlega partizana vsi poznamo, a prav je, da ga slišimo ponovno. Lepo je, veš mama, lepo je živeti. Toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Ta na najlepši možni način pove to, zakaj smo se danes tukaj skupaj zbrali. Da slavimo življenja, dosežke in žrtve naših prednikov. Da ne pozabimo, kdo se je boril in tudi padel za svobodo in domovino. Da se vsem padlim poklonimo v čast in spomin. Da se zavemo, da nam nič ni bilo in nič ne bo podeljeno. Ampak da si moramo, kot naši predniki, vse izboriti sami. Spoštovane in spoštovani, pred nami so dnevi tako imenovanih krompirjevih počitnic. Izkoristimo jih za čas s svojimi bližnjimi. Počitek in razmislek o tem, na kakšen način lahko vsi skupaj nekaj naredimo za boljšo skupnost. Da bodo lahko na nas naši zanamci ponosni, ko se bodo spominjali na nas, tako kot se mi danes s ponosom spominjamo na svoje prednike. Zapustimo jim demokratično družbo, neodvisne medije in socialno državo. Slava padlim, živala solidarna prihodnost. Župana Darka Ratajca in dr. Jerneja Štromarja sedaj vabim, da položita venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Prosim za minuto molka v spomin na vse, ki jih ni več med nami. Slava jim. Kaj ti je deklica, kaj si tak žalostna, kaj mi je, nič mi ni, srce me boli. Fantič na vojsk leži, fantič, oj vstani mi, kak češ mi vstat, k te krogla teži. Oblekla bom črn gvant, saj to je bil moj fant, saj to je bil moj
moj fant, zdaj mrtev leži. Hvala za vaš poklon, ki ste ga namenili spominu na mrtve. In hvala dijakoma Gimnazije Slovenske Konjice pod mentorskim vodstvom Katje Premrov-Kampuš in Mihaele Ribič za obogatitev slovesnosti. Pravkar smo slišali Sofijo Mrzdovnik z ljudsko pesmijo Kaj ti je deklica. Naj povem še to, da se bo delegacija občine na čelu z županom Darkom Ratajcem s položitvijo venca poklonila tudi pokojnim častnim občanom Ivanu Pajku in Tonetu Offentaušku, tukaj na Konjiškem pokopališču in Ivanu Minatiju na Ljubljanskih Žalah. Hvala za vašo prisotnost, nasvidenje.